Iz gora pa na obalo, natančneje v Koper. Potem, ko so domačini pred mesecem dni mirno prenesli afero s pijanim direktorjem stanovanjskega sklada, do živega pa jim ni prišla niti narasla morska voda, jim je zdaj dokončno prekipelo. Odprla se je namreč Čudolandija 2. In če so se Koprčani lani pritoževali, da je Koper s Popovičevo Čudolandijo preveč kišast, so številni letos prepričani, da je lučk premalo. Glavna težava, ki jo imajo nekateri prebivalci Kopra, je, da ni dovolj lučk. Po lanski Čudolandiji, ko jih je bilo toliko, da so ljudje iz varnostnih razlogov po noč nosili sončna očala, so se očitno navadili na blišč in želijo, da se vrne prinašalec luči. Oziroma po latinsko Lucifer. Kaj točno pa je mestne veljake pri letošnji izvedbi Čudolandije najbolj zmotilo? Jaz sem recimo podjetnik v mestnem jedru in smo lani kar dobro živeli in delali. Letos ta ista politika je danes na oblasti, je zamenjala prejšnjo, pa ne kritizirajo več teh lučk, mediji tudi ne, ampak od posla je nič. Glavni problem Čudolandije je torej, da je mediji ne kritizirajo. Kar je logično. Lani smo jo kritizirali vsi in so posledično množice ljudi rinile v Koper in zapravljali denar. Letos je pa mene kritizira. Ni turistov in posledično ni denarja. Če želimo rešiti obalni turizem, morajo torej mediji spet kritizirati njihove lučke. Pismo, ki bi le imeli koga v Kopru, ki rad kritizira. A ne bilo to priročno? Super ideja! Dajmo poklicati našega obalnega korespondenta, gospoda Marka Žerjala. Gospod Žerjal, dajte mi povedati, kaj pravite? Je letošnje lučke nemogoče kritizirati ali boste mogoče kos nalogi? Nemogoče kritizirati? Ne bi tako pesimistični, gospod Godler. Kjer je volja, je pot. Je res, da so lučke letos bistveno manj kičaste kot lani, ampak če je za dobro mojega Kopra, se jih bom potrudil skritizirati v 3 krasne. Gremo kar lepo po vrsti. To čudovito sidro, ki simbolizira, kako koprski turizem tone, to si preprosto morate ogledati na lastne oči. Wow, kako čudovit svetilnik! Škoda, da se uremu, ki ga je postavil, ni posvetlo, da je morje tam. Vendar središče so postavili direkt ob morju, da prva poplava, ko pride, bojo lahko z njim drsali v Maroku. In pridite ga pogledati, dokler je še pri nas. Ne morem verjeti, kako so te okraski upognjeni. Zdaj vem, zakaj se reče zvit kot lisica. Kaj, to naj bi bil jelen? Meni se bolj zdi, da je jelen bil tip, ki ga je postavil. Ko pogledam tega laboda, me prav prime, da bi postavili kakšno vetrnico več, da ga drugo leto sklati. Pravijo, da veverice pozabijo, kam so skrile svoje lešnike, ampak tukaj nekdo pozabil pogledati, kako veverice izgledajo. Pridite sami spiti enega kuhančka in si ogledati to žalost. Pri teh letečih preprogah mi manjka samo še en Aladin, da si jih vzame in nese tam, iz kjer so prišle. Pa postavljene so zraven restauracije, tako da lahko nekaj jeste medtem, ko se zgražate na njih. Imamo tudi to čudovito kočijo, kjer se lahko slikaš, če hočeš izgledati kot princesa v osebnem stečaju. In tukaj, kjer projekcirajo pretorsko palačo na pretorsko palačo. Wow, končno nekaj, kar v Kopru še nismo videli. In kaj so te lučke na palmah za gretje, ker za videz definitivno ne pomagajo. To je tako grdo, da si prav morate prijeti ogledati v živo. Smo slišali, da imaš rad okraske, zato smo dali okraske not v tvoje okraske. Da lahko gledaš okraske, medtem ko gledaš okraske. Tako radi imajo pretorsko palačo, da so tukaj postavili še demo verzijo. In če bi Popovič tudi letos bil župan, bi tudi tukaj kaj projecirali. In kaj so te lučke? Kaj to je božično vzdušje? Res je tudi letos vse ful grdo, tako da vas vabim, da pridete v Koper, kaj pojeste, kaj popijete, prespite v kakšnem hotelu in če se boste imeli lepo, obljubim, da bo drugo leto še grše. Najlepša hvala gospodu Žerjalu za njegov prispevek k slovenskemu turizmu. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.